ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. Naš tokratni gost je podjetnik, naš lastnik Janez Vidmar. Dobrodošli v našem studiu. Lep pozdrav vam in vsem gledalcem seveda. Še marsikaj drugega ste. Začela bova pa najprej s tem, da ste tudi predsednik občinskega sveta oziroma občinskega odbora SDS Zagorje. Zaupan vam je bil še naslednji 4-letni mandat. Pred kratkim se je to zgodilo. Kako to? Ja, kako to, ne vem. Sam sem razmišljal, ali ni kandidatov, da bi kdo drug vodil, ali sem mogoče v redu vodil ta odbor. Verjetno, da je kar oboje, dobro bi bilo, da bi bili že kakšni novi kandidati, tako kot zdaj tudi pripravljen nekako za naprej. Po drugi strani pa mislim, da smo imeli ta 4-letni mandat dokaj uspešen. Zelo v redu delujemo v tem prostoru, tako na občinskem nivoju, v občinskem svetu, kot tudi med članstvom. Število članov se nam povečuje in mogoče malo premalo, ampak v zadnjem času tudi mladi. In je treba z mladimi seveda delati za naprej. Tako da nekako sem zadovoljen s tem in upam, da bom ta mandat še speljal do kraja. No, zdaj lahko poveva, da ste v teh dneh praznovali 70. rojstni dan. Je bilo lepo? Je bilo naporno? Lahko povemo. Seveda, kar naporno, kar nekaj praznovanja je bilo. Seveda najprej v domačem krogu in med domačimi je bilo zelo lepo. Nadalje na firmi, kjer so tudi vsi skupaj pripravili lepo praznovanje. Pa smo še malo zaokrožili z okroglo obletnico, nas je v firmi letos praznovalo kar 21 naših zaposlenih. Potem pa še med lovci v nedeljo. Tam je pa še največ bilo, bi rekel, tega žuriranja ali pa popitja, tako da bilo je tudi zelo lepo in upam, da smo v glavnem zdaj s tem praznovanjem končali. No, če gremo nazaj na stranko, omenili ste, da se je v zadnjem času pridružilo nekaj mladih, tudi v sami sestavi izvršilnega odbora je kar nekaj mladih zdaj, ki bo nekako tvorilo vsaj del zagorske politike. Ja, tako je. V izvršilnem odboru smo nekaj dopolnili z novimi člani, nekaj pa seveda tudi starejših ali pa tistih, ki so že bili. Se navsezadnje je v redu deloval ta izvršilni odbor in upam, da bo zadeva v redu delovala tudi naprej. Seveda je pa odvisno od tega, kako se bo pa tudi politika v Sloveniji odvijala v nadaljevanju, glede na razmere, ki so, ali pa situacija. Dejali ste tudi, da je število članov veliko. Tudi sama SDS na slovenski ravni je po številu članstva
preko 30,000 vas je, ki ste v stranki najmočnejša stranka. Ne? In ko takole slišite o kakem kongresu, zdaj ga je imela Pozitivna Slovenija in so poročali največja slovenska stranka z 2000 člani, je pa res, da je imela saj doslej največ poslancev. Ja, največja je bila po številu poslancev, seveda pa z najkrajšim delovnim stažom. Bila je ustanovljena, mislim, da tam okrog 2 meseca pred volitvami. In marsikdo se zdaj oglaša, da to pravzaprav niti ni primerno, da lahko stranka nastopi na volitvah, ki se ustanovi samo zato, da takrat nastopi na volitvah 2 meseca pred volitvami, naprimer. Mora obstajati, mora imeti neko življenjsko dobo, mora obstajati in navsezadnje tudi bo obstala, če pride do take krize, kot je zdaj prišla v tej stranki. In kaj podobnega se pravzaprav naši stranki kar težko zgodi, ker ima močno tradicijo, rasla je iz temeljev vsa ta leta osamosvojitve praktično. Tako da se v vsaki stranki to ne more zgoditi. Kar se je tej in verjetno, da je to nekako začetek propada takšnih strank. Kako pa ste vi sami spremljali ta kongres Pozitivne Slovenije, pa to, da se je želel nekako na predsedniško mesto spet vrniti ljubljanski župan Zoran Janković, ki mu je bilo takrat po volitvah zaupano, da bo vodil vlado, pa nekako mi ni uspel sestaviti. No, to se je, če pri tem zadnji ugotovitvi obstaneva, videlo takoj, da določene stvari, kjer imaš monopol ali pa da si je absolutno oblast, da je sorazmerno lahko voditi, ne. In tukaj se je pokazalo, da Janković ni sposoben voditi vlado, pa neko koalicijo, takoj. Zdajle o tem, kako sem pa spremljal to, pa moram povedati, da pravzaprav z mešanimi občutki. Imel sem občutke, da bo Janković dobil, glede na to, da je predsednica vlade res nesposobna vodenja, ne. In ima še vseeno Janković določene sposobnosti, ki tudi niso dobre, ampak jih pač ima, ne. In zaradi tega je dobil in seveda sem pa pričakoval, da to je razpad te stranke. Je pa drugo vprašanje, ne, pri nas, kdo to kroji. Mislim, da tudi to je skrojilo ozadje, o katerem pri nas toliko govorimo, ki je izredno močno in preko to našo usodo, bi skoraj rekel, še vedno kroji to ozadje. In tudi to je, tudi to je bilo pripravljeno, da se je takole zgodilo. Ker verjetno se spomnite tudi sami, ne, kako so prišli dobesedno nagovoriti, prositi takrat pred volitvami Zorana Jankovića, naj vendarle ustanovi stranko in vse tega se ni skrivalo. Premaga Janeza Janšo, ne. Stranka je takrat kazalo zelo dobro in prišli so tudi velika imena, ne, slovenske politike, ki so bila nekoč na tem desnem polu, Bučar, potem Mencinger, pa še kdo. Zdaj, dobro, Kučan, Spomenka Hribar, mnogi, ki pa so se umaknili potem, ko je dejal, da se spet vrača v politiko. Ampak tokrat ga pa niso premagali. Tisti njegovi osebni, prijatelji so obstali ob njem, vsi ostali ti veliki, poznani, ki so, bili v naši politiki v preteklosti, so pa od njega odstopili zdaj, ne, ko vidijo, kam zadeva pelje, ali pa so v bistvu to pripravili. Mislim, da jim tudi Janković ni bil po godu. Janković je seveda hotel nekako po svoje krojiti politiko v Sloveniji, kar mu pa niso dovolili, ne. In zaradi tega se je to pravzaprav zgodilo, kar se je. Verjetno ste v ponedeljkovih Odmevih slišali, kaj je dejal eden najstarejših slovenskih politikov, dr. France Bučar, da če vlada pade,
da ne bo potočil solzo. Čeprav je bil on tisti, ki jo je pomagal na nek način tudi ustoličiti s tem, ko je dal takrat Jankoviću podporo. Ne? Bučarju bi lahko rekel, da mu kaj zamerim tega, da je odstopil od podpore tej vladi, mu pa niti ne zamerim. Ne? Čeprav Možakar je res že kar precej starejši, ko je govoril, da finance so pa v redu, pa še to ne vem, kakšne finance pa je mislil, da so v redu kredite najemali. To še niso v redu finance. Ne? Finance so v redu, če imaš ti dobro politiko in gospodarstvo, ki popolnjuje proračun tako, kot je treba in da imamo takšno finančno stanje, da se pokrivajo izdatki s prihodki. Še nekaj je, ne? Prej sem omenil, da so želeli premagati SDS oziroma Janeza Janšo. To večkrat povedo, niti ne skrivajo tega. Pa se vam zdi to pravi način, da greš na volitve za to, ne da ti zmagaš, ampak zato, da premagaš nekoga drugega. Ne? Da je to glavni cilj. To težko rečem. Vsak ima lahko način do prevzema oblasti svoj. No? In oni so imeli pač takšnega, da morajo premagati, oziroma mislim, da se ne gre toliko za to, da premagajo, ampak bolj za to, da ga onemogočijo. To je problem pri nas, da nekoga onemogočiš, da nastopa na volitvah ali pa govoriš o njem, rekel, neresnice in podobne zadeve, ne pa da bi se sam ukvarjal s programi in našteval, kaj boš naredil in da potem volivci preverjajo, a si to naredil ali ne, ampak da ti onemogočiš svojega nasprotnika ali pa nasprotnike, da lahko sploh nastopajo na volitvah in da kandidirajo in da govoriš stvari, ki niso resnične o njem. Ne? Ker to je pa staro pregovor slovenski, ne? Povej neko laž o nekom 10-krat in laž postane resnica. In to je dobesedno, recimo primer Janša in pa ta medijska gonja proti Janši. Z velikimi ljudmi se pogovarjam, ko pravijo, poglej, vse posod to piše, nekaj pa more biti res. Ne? In to je tisto bistvo, vse posod to preganjanje okrog Janša. In ljudem pride potem v podzavest, nekaj je pa najbolj res. Povej to laž 10-krat in laž postane resnica. Na ponedeljkovi okrogli mizi, ko se je govorilo o arhivih, ali se bodo zdaj bolj zaprli, kot so bili, je poslanec Franc Breznik govoril tudi o 5 monopolih, o političnem, gospodarskem, šolskem, izobraževalnem, tudi na medijskem področju, ki ga je imela v svojih rokah bivša totalitarna oblast, pa da razen tega političnega, kjer je prišlo do demokratičnih svobodnih volitev, da so vsi monopoli praktični ostali v rokah tistih odprej. Ne? Kako vi na to gledate? To predavanje je bilo res zanimivo, sem gledal in dejansko je res, pravzaprav cel kup stvari sem pravzaprav tudi sam tako čutil. Sploh izobraževalni sistem, sodstvo, politika pa seveda samo toliko, kar so, rekel, ta volilni sistem je res pluralen in večstrankarski, ampak kako pa lahko onemogočamo v tem volilnem sistemu, predvsem pa kako pa mediji delujejo, ki so pa to nekako vodijo potem, pa pripravljajo, je pa drugo vprašanje. Ne? Kako pa delujejo, je pa spet odvisno od šolskega sistema, ki je tudi, rekel, ostal v starih okvirih in še vedno, rekel, vzgaja takšne kadre, kakršne pač imamo, pa ne bo v medijih, pa ne bo nasplošno, ne? Se na zadnje je bilo dobro povedano, pri nas nismo vzgajali strokovnjakov, pa strokovne poklice, ali pa recimo je dobro povedal, večina dobrih obrtnikov, podjetnikov, pa tudi direktorjev, ni nujno, da so diplomirani inženirji ali pa doktorji. Večina je prišli, rekel, do dobrega položaja tudi s 3-letno vajeniško šolo. No, vse zadnje tudi sam zelo s ponosom velikrat povem, da sem samo električar za to vajeniško šolo, ne? Pa potem, kar se potem dopolnilno izobražuješ. Ste v 45 letih ustvarili
podjetje, ki še kakršno pač je, ja. deluje in zaposluje. Tako, tudi v teh današnjih težkih razmerah, kar bo mogoče. Omenil je tudi Bill Gatesa, ne, ki je prav tako brez fakultete, ne, pa je prav tako uspel. Cel kup jih je še teh, ne, in to smo, no, mogoče nisem do konca, poudarek ni izključno na izobrazbi, poudarek je po sposobnosti, kaj je kdo sposoben in ni nujno, da si ti dober, pa da narediš, ne vem, pa magisterij, no, na vse zadnje Bratuškova, ba je, da ima tudi magisterij, ne, in ne vem, skoraj ne poznam človeka, da bi rekel, da je ta pa dobra za vlado. No. Zelo redko. Ne dobra, ampak sposobna. Večina jih ugotavlja, da je res nesposobna. Ne. Kako gledate na to razsodbo Višjega sodišča, ki je potrdilo sodbo, torej zaporno kazen, zdaj je to pravnomočno za Janeza Janšo, za Toneta Krkoviča, pa tudi še tretjega, ki je Crnkovič. Kako na to gledate? Kaj to pomeni za stranko? Zelo velikih je to pričakovalo. Ne? Za stranko pa mislim, da pomeni še večje poenotenje in še večja podpora. Ker bo strnilo vrste, pa ne samo naše, ampak tudi drugih ljudi, ki bodo videli, kako lahko na tako enostavno način, obsodijo neko stvar, za katero nimajo dokazov. In da je pa to res, priča pa tudi na knjiga, ki je bila izdana, kjer je okrog 180 obtožnih predlogov, ali pa ne sam predlogov, ampak tudi postopkov proti Janši, to vse od leta 85 naprej. Mislim, je pa res, da je on eden izmed ključnih ali pa najbolj vztrajnih, ki vztraja pri tem, da je treba, z načinom dela prejšnje partijske strukture, dobesedno, kdor pa kje ve, od ustanovitve komunistične partije, ne samo pri nas, ampak odkot izhaja, od Lenina prej, pa drugih, pač, kdor se s tem ukvarja, pa ve, da je ta struktura izredno močna in da vztraja na tak način in na tak način ljudi v bistvu onemogoča ali pa seveda likvidira. Je bila napaka, da po osamosvojitvi Slovenije, ko je bila priložnost, ko je bil čas za to, ni bila izvedena lustracija, bila je delna, ampak na vseh teh položajih, tako direktorskih položajih, kot v sodstvu, kot v šolstvu, so praktično ostali isti ljudje. Ne? Nihče ni izgubil službo, sploh tudi tisti, ne, ki so, lahko rečemo tako v navednicah, imeli krvave roke. Ne? No, ne samo, da ni bila izvedena lustracija, tudi način izobraževanja in pa dela vseh teh struktur, ko smo prej govorila od medijev, pa šolstva, pa sodstva, ne, predvsem vse je ostalo v istih rokah in za enakim načinom dela. Ne. In, za vodenjem vseh teh struktur iz ozadja. To ozadje pa mislim, da je pa danes dosti znano, da je resnično obstaja v Sloveniji. No, greva še malce nazaj na vaše podjetje. Kljub tem težkim časom ste nekako svojo ekipo, še vedno ste vsak dan v službi, čeprav ste upokojeni tu. Kako gledate na stanje v samem podjetju? Poglejte, tudi pri nas je bilo pravzaprav težko stanje, je še delno, ampak zelo v redu zadeve rešujemo, ker za stečajem teh gradbenikov, za katere smo tudi veliko gradbenih del izvajali, je naše podjetje izgubilo precej denarja v teh stečajih in so bile tudi težave in istočasno seveda je pa bilo bistveno manj dela za storitvene dejavnosti. No, kljub temu, seveda zato nekako, ker
v firmi v redu delajo vse moje službe, ampak mislim, da je bilo potrebno in dobro, da sem bil še vedno prisoten. Sem se, rekel, nekako zarekel, da firmo izpostavim naprej, ne, oziroma da mora delovati, da se mora postaviti nazaj na noge, tako kot je treba. In seveda mislim, da je to bil pogoj, da sem ostal tukaj, oziroma da še delam. In zdaj v redu poslujemo. Ne. Po drugi strani pa pravzaprav to, kar vedno govorim tudi, to rad delam. In pomembno za človeka je to, da tisto, kar rad dela, da ne upravlja, in tisto, kar rad dela, seveda bo tudi uspešno in dobro upravil in delo. Se še dolgo vidite v takšni vlogi? Težko rečem, koliko dolgo, sigurno pa, da potem nekako spontano določene stvari popuščaš. Tudi danes moram priznati, da nisem vedno tule cel dan ali pa do tiste ure, ko se dela, ampak mogoče že prej najdem kakšen izgovor za kam jet, ne. Tako da še bom tukaj, ampak toliko, kar nekako bom čutil, pa kar bo mi po domač povedan, kar mi bo pasal še. Enkrat ste mi dejali v intervjuji, ko ste bili še bolj vpeti v samo firmo, ko ste bili še direktor, da znate pustiti službo v službi, da ne nosite to domov. Pa se res to da? Ja, ne vem. A je bil to bolj način življenja, da vas ni nič motilo, če vas je kdo poklical? Ne, jaz mislim, da se da. No. Jaz sem res tako deloval. Tako da sem se včasih čudil. Nekateri so mislili, da morajo imeti kar naprej. Včasih sploh ni bilo telefonov. Sem mogel tam v vrst čakati par ur, ampak ljudje to kar pozabijo, kako je bilo včasih. Ne. Jaz sem na dopustu ali pa na teh svojih prostih terminih izklopil, ja. In mi ni bilo potrebno. Ni bi bilo pa problem tudi, če bi bilo potrebno karkoli narediti. Ne. Ampak da bi pa kar naprej bil obremenjen s tem, da pa misliti pa vsakega nadzirati kar naprej. Mislim, da imamo upeljan sistem, ko morajo tudi v firmi pri nas kar določeni vodilni ali pa tisti, ki pač določene stvari vodijo, določene dejavnosti vodijo, zelo samostojno odgovarjati za to, ja, in zelo samostojno delati. Še vedno mora pa biti nek nadzor ali pa neka kritična pogled na to, da veš, zakaj se kje gre in da opozoriš, kjer je potrebno kaj, da je treba drugače narediti. To je pa potrebno in to govorim tudi našim vodilnim. Ne. So rekli, pa temu sem že povedal, da mora tako delati. Ampak ti si zato tam, da mu boš pa 5-krat povedal. Ta 6. ali pa 10. boš pa rekel, hvala lepa, tacga ti narabimo. Ampak ne pa samo enkrat. Zato si ti tam, zato je tvoje delo. Veliko pa gradite na zaupanju, ne? Zaupate svojim tistim, ki so nekako vodilni, kar se je čutilo že tudi iz besed. Ja. Seveda, brez kontrole ne gre. Ne? Brez kontrole ne gre, drugače pa veliko zaupam, ja. Vas je veliko krat to razočaralo v življenju, to zaupanje do svojih? Pride kdaj, no, ampak najbrž, da ne tolikrat, da bi drugače začel delati. Omenili ste tudi stare čase, tudi vi ste šli takrat z mopedom, ne, na teren, pa šraufencigrom po domače. Enkrat ste mi dejali, kako težko ste prišvercali kakšno mašinco iz tujine. Ne. To se pozabi. Ne. Zdaj bo je problem, a imaš denar ali ga pa nimaš, da nekaj kupiš. Lahko kupiš vse. Takrat se pa ni dalo, niste se smeli širiti. Ja, to sem enkrat povedal, tudi takrat sploh ni bilo denarja. Ne. Jaz sem se od starih mam, to sem že povedal, enkrat sposodil prvi denar za mašinco. Pur mašino smo rekli. Ne. Začel sem pa res sam šraufencigarjem, pa klešam. Ne. In je bil to problem, seveda denar, pa da se seveda ni doma dobilo. Da ne govorim od materijala in cel kup stvari, ne,
In to ljudje res veliko krat pozabijo. Pa vsi vejo, do zadnje gospodinje, da praška niso mogli doma kupiti, da kave niso mogli kupiti, pa da smo mogli hoditi v Trst, ampak na šverc pripeljati. Ne tako, danes se kar peljamo čez. Ne. To pa kar pozabijo. Ampak žalostno je to, jaz ne zamerim mladim, ki sploh ne vejo, kako smo mogli delati, pa se prebijati čez mejo, pa kaj šverca tudi. Ampak velikih pa še ve, pa se pa tega ne zavedajo, da je danes pa to nekaj normalnega, da v vsaki trgovini vse dobiš. No, meni je pred kratkim dejala sorodnica, pred 30 leti se je poročila, kakšne težave je imela za prevoz, takrat je bilo glih par. Ja. Avtomobilov ni bilo veliko. Ja. Evo, par, pa benzin, pa je veliko stvari. Ne? In to ljudje preradi pozabljajo. Ne? In tudi jaz ne rečem, tisti, ki je brezposeln, pa da ne govorim, da sta oba brezposelna, da je težko, ampak kljub temu pa na cesti, pa v trgovinah je videti pa visok standard velikrat. Kot da ni krize. In je prav, da tisti, kodar je kriza, da se tam pomaga. No. Omenili ste prej šverc, ne? Praktično črna borza je delovala tako za marke takrat. Ja. Švercali smo iz Avstrije od kav, banane, praškov, riža, ne vem kaj še vse, kavbojke iz Italije. Pa nam ni ta sistem takrat potem nekako ukoreninil v gene, ta šverc, ne? Da ga imamo tudi še zdaj nekako ukoreninjenega noti, da ni bilo v tem smislu, kot mogoče v Avstriji, da se to ne sme, ne? Vete, kako je to? Veliko krat na te stvari res drugače gledam. Te stvari, šverc ali pa karkoli temu rečemo, je pravzaprav človeku prirojeno. Človek, ko se rodi, ne, to že zdaj vidimo, in je otrok mehen, pa se tam en par otrok igra, ne, in je tistega otroka vse. On nič ne ve, koga je njegovo, ko je pa od unga, in se pa mehna otroka že stepeta za to. Ne. In je to pravzaprav, ko se rodiš, je vse od tebe. In ko se je človeštvo začelo, ne, je bilo tudi vse od vseh. Ne. Potem smo začeli pa to urejati, pa zakonodajo delati in take stvari. In treba se je držati pravil in zakonodaje, potem, ko odrasteš. To je tisto. Treba je delati po predpisih, po zakonodaji, treba je vedeti, do semle je moje, tukaj pa črta, pa ni več moje. Ampak to je nekje zapisano. Če bi bilo pa še tako, kot si otrok, pa to je pa vse tvoje. Ne? In to imaš nekako, imajo ljudje malo je to prirojeno. Nekateri so se to naučili, pa navadili, pa upoštevajo, eni pa malo manj upoštevajo. Tako je s tem švercem. No, potem imamo pa še drugo težavo, imamo policijo, imamo tožilstva, imamo sodišče, potem imamo pa nek organ protikorupcijsko komisijo, ki je tudi nekaj in zakone, po katerih recimo vi kot uspešen podjetnik, tudi upokojeni podjetnik, ne, zdaj, ko niste direktno opeti v neko firmo, ne smete biti, oziroma lahko ste, ne, ampak škodujete svoji firmi, pa ne nazadnje, ker ste lastnik tudi naši televiziji, ne smete biti en čisto navaden občinski svetnik. Ne. Ja. To pa človek težko razume. Ne. No, vse to sploh, ne, ko govorimo, imamo policijo, imamo sodstvo, pa še kakšen drug organ. Pa davčno, pa tako naprej. Pa tako naprej. In vse ti morajo pač svojo funkcijo upravljati. Ne vem, zakaj moramo imeti še potem neko politično policijo ali pa inštitucijo KPK. Ne vem, zakaj. Vem, zaradi tega, da politično ali pa tudi materialno koga, ki ti ni všeč, onemogočiš. Vse to, da jaz ne smem kot svetnik delati, če tega nobeden navid, ne, pa nobeden, da si kar ta prav, ne, potem lahko delaš. Ampak lahko te pa, če pa nisi komu všeč, pa reče, ja, ti pa ne smeš, ta zakonodaja KPK-ja to onemogoča. Ti pa tega ne smeš delati. Ne. In to je, bi rekel, čisto politično.
politični konstrukt, ki ga je treba res odpraviti. Pa ne samo zaradi tega, ker nastopa tukaj tudi proti nekaterim, ampak tudi tukaj se kar vidi proti nekaterim, ki jim niso dosti všeč, ali pa niso ta pravi. Ne. Proti nekaterim pa ne, pa kar lahko cel kup teh tajkunov so pa kar lahko normalno najemali kredite, jih ne odplačevali, najemali predvsem na lepe oči. Ne vem, kako na lepe oči, no meni ni noben verjel na lepe oči. Res, da nimam lepe oči, no, ampak tako se reče, ne. Tega ne sme biti, ne. In zato morajo biti vse inštitucije, ki so normalno postavljene in ki morajo delovati, ne pa neka politična, ki vidi samo nekatere stvari, nekatere, ki pa ni potrebno, pa ne vidijo. Vi ste dostikrat kritični tudi do različnih teh evropskih razpisov ali pa tudi do državnih razpisov, ker ste dejali, imajo dostikrat prednost monopolisti. Ja, to je zelo očitno. Najbolj očiten primer je recimo zbiranje sredstev za obnovljive vire energije, ki se zbirajo preko prodaje energentov, recimo benzina, nafte, plina in tako naprej. In določen procent, minimalen procent se zbira na posebnem skladu in iz tega sklada se podpira potem te obnovljive vire, investicije v obnovljive vire. In nekateri, ki to zbirajo, med večjimi je recimo Petrol, ne, potem tudi sam razpisuje ta sredstva, ne, in tudi sam izvaja. In kar naprej vidite na televiziji reklamo, ne, ko zdaj reklamirajo recimo toplotne črpalke in financiranje iz teh sredstev. Zbira jih pa sam. On pa sam izvaja tudi. A je logično, da ti razpisuješ sredstva, ki so po zakonu državna, razpisuješ na razpisu in potem sam izvajaš to. Ja, komu boš pa dal? Sebi prvo. In boš sam vzel. In to mi kar mirno še prenašamo oblast in to. Seveda zaradi tega, ker ima te monopolne firme državne. Ampak najbrž ne zastonj. Najbrž imajo neki od njih, da lahko to delajo in da jim to dopuščajo. In tega ne odpravimo. To bomo pa odpravili takrat, to je pa tisti glavni problem, ko takšne firme ne bojo državne, ampak bojo zasebne in se bo vsak mogel, če bi bila zasebna ta firma, tega ne bi nikdar nikoli dovolili. Ali pa v privatnem lastništvu. Ne bi tega nikoli dovolili in to je treba preprečiti, to je treba onemogočiti in mora biti to, zasebno, ki se ve, kaj lahko dela, ne pa da zasebno lahko razpolaga z državnim ali pa družbenim denarjem. Vi to velikokrat poudarjate tudi na teh srečanjih gospodarstvenikov, ne? Tudi ko je kakšno srečanje z vlado, pa tudi kakšnem ministru poveste, pa mi vsi tam prikimajo, ne? Pravi, to je pa res, to moramo podpraviti, to sem z ministrom že govoril, to moramo podpraviti. Ampak nič, zadeva gre naprej, ker tisti, ki imajo koristi od tega, zato vejo in lepo pustijo, da gre te zadeve naprej. Tako je šlo v prejšnjem sistemu, kako so lahko udba, no, ko vsi tu govorimo, pa ne bi rad tudi govoril, kako je hodila v igralnice, pa v te velike izvozno-uvozne firme Genex in podobno, kar vsak dan po denar in so ga seveda po svojih kanalih razdeljevali naprej. In to je dokaj, bi rekel, javno znano, ne, da se je tako delalo. Ampak zdaj bi se pa še kaj dognalo, ampak arhive zapirajo. To arhive res zapirajo, ampak pretežni del so jih že itak pospravili. Malo sum, da arhive zapirajo tudi zaradi, ne zato, da ne bi še kaj našli, ker do vsega se zdaj še pride, vse na kakrškoli način ali pa bolj počasno. Če ne v Ljubljani, pa v Beogradu, ne? Pa v Beogradu, ampak mislim, da je to bolj zato, da je neka štorija. Mislim, da je bolj zaradi tega, da ne toliko zato, da jih res lahko zaprejo. Ker jih še je, no sa zadnje ne more več zapreti. Preveč je že znanega in preveč vedenega.
Ko ste zapustili svetiško mesto, je na mesto vas prišla Slavi Kralj, že prej pa je bil tudi magister Janez Černi. Kako ste kot njun šef zadovoljni z njuno aktivnostjo v samem občinskem svetu? Pa tudi z delovanjem občina nasploh. No? One dva morata poročati na našem odboru o svojem delovanju. In kot vem in kot vidim, sta aktivna. Ja, nažalost, ena redkih ali pa tudi neke opozicijske stranke, predvsem Ljudska stranka, kar je na občinskem nivoju, so aktivne, ali pa opozicijske, da tudi kaj povejo. Drugače pa seveda občinski svet je zelo monopolen v Zagorju in tako se seveda tudi dogaja. Zelo težko neposredno lahko kaj vplivaš ali pa da bi lahko dobil kakšno večino za svoje predloge. Ne. To je pa težko in to je tisto, kar pravzaprav ni tako dobro. Dobro je, da je to tudi opozicija sorazmerno močna in da je lahko kritična in da je tudi kakšen predlog opozicije, ki je sprejet in seveda uveljavljen. V Zagorju imamo ETI, imamo vaše podjetje, pa še nekaj Bartek Varnost, pa še kakšno podjetje bi se našlo. Nimamo več rudnika, nimamo več Sveje, žal, pa še kakšno firmo bi lahko naštela. Veliko izgubljenih priložnosti je bilo v tem času, sploh ko se je rudnik zapiral, ko je bil denar za prestrukturiranje. Kako gledate vi na ta razvoj Zagorja v tem zadnjem desetletju, v zadnjih 20 letih? Postajamo spalno naselje? Spalno naselje postaja nažalost celo Zasavje. Ne? K sreči Zagorje ne toliko, k sreči zaradi teh parih, ko ste jih našteli, predvsem ETI Elektroelement, ki ima, res dobre zasluge za dobro stanje tudi v zagorski občini. Bartek Varnost tudi, na primer. Ne. Kar se pa tiče rudnika, za katerega sem bil takrat eden redkih, ko smo govorili, da je treba zapirati in kdor je gledal zahodni svet, se je tam pač to zapiralo po Nemčiji, ne, in prve dobre rudarska mesta so nekako tudi najbolj napredovale takrat z elektroniko in podobnimi sistemi takrat naprej. In seveda, da to dobro napreduje, je treba imeti določene pogoje in pa podporo. In nekateri, cel kup ljudi je tukaj sposobnih, ne, in to se recimo kaže v Tarbolah Devesoft, ne, pa verjetno še kdo, da ne bom krivičen. In tem je treba dati podporo, da se samostojno razvijajo. Sicer pa iz rudnika je težko kaj veliko več narediti, ne, ali pa niti pa ne iz tistih neposrednih delavcev, kar je delavcev bilo še rudarjo. Ne. Iz same uprave tudi bili so navajeni, da so tukaj denarja dobili, kakor so ga potrebovali, ne kakor so ga zaslužili. To je osnovni problem prejšnjih monopolnih firm. Oni se niso vprašali, koliko zaslužijo. Oni so se vprašali, pa povedali, koliko potrebujejo. In ti ljudje pol tudi navadno niso lahko kakšni uspešni podjetniki, ker niso navajeni, da morajo res zaslužiti svoj denar. Ne. Tako da tukaj bi rekel, da je bilo težko kaj več narediti. In mislim, da se je v Zagorju vsaj nekaj naredili. Sicer je bilo res veliko denarja na razpolago. In da se je vsaj Zagorje uredil, pa recimo športna dvorana, pa neke stvari tudi dost koristnih ali pa družbeno koristnih. Dočim, ko se najbrž Trbole s tem ne more pohvaliti ali pa je malo zamudil, pa je pravzaprav tudi veliko denarja porabil na račun rudarstva. Kar veliko že. Mi mislimo, da ne, pa ne vemo. Zdaj pa velikrat povejo, tukaj 10 milijonov je že šlo, tukaj za to pa to. Ne. Kje pa je ta denar? Porabili so ga, pa ni noben obogatel, vete, ampak porabili so ga zato, ker so tukaj rabili za plače, ko niso nič ustvarili. In je tukaj ljudi bilo tam zaposlenih, ustvarili pa niso veliko. Ne. In to je problem. Ne. In zato je treba s takimi stvarmi čim prej prekiniti. Velikokrat rečem,
da je veliko ceneje delavca, ki ga več ne rabiš, pa ki nima kakih drugih sposobnosti upokojiti ta prav čas, ne pa ustrajati pri tem, da tam neki dela. Ko pa imamo, da se bom nazadnje, bo grdo slišati, ampak da tam, ne vem, koliko je zdaj še 100 ljudi ali koliko 200 na rudniku, da nek vedrijo. Namesto da bi jih 10 tist pospravili, kar je treba. Jih je treba, da jih je 100. Pa ne pospravljajo. To je problem, ne? In je treba to zaključiti s takimi stvarmi, ne? In čim prej prideti na podporo novih dejavnosti in takih podjetij, kot je DVSO, pa še kakšno drugo, ki je lahko uspešno. To so besede izkušenega podjetnika, ne? In kaj ta izkušen podjetnik dela v prostem času? Ja, imam tudi prosti čas. Žena mi kar učita, ne, da ga imam veliko. Ja, ker si ga kar vzamem zelo rad gram. Recimo najraje seveda imam to svojo kmetijo v Vežnici, ker se tudi ukvarjam za kmetijstvom. Ne moram reči, da moram vse sam narediti, ne. Ampak marsikaj pa tudi sam naredim, ne. Celo svoj vrt imam, ampak žena gre pa gledati, kaj pa prav, ja, ampak to nisi ti posadil. Tako da zelo rad grem gor s svojimi živali. Nasploh imam rad naravo, imam ekološko kmetijo, tudi doma, bi rekel, prehrano je tudi žena zelo zavzeta za to, imamo izključno ekološko. In tudi tisto, kar pridelamo mi, je izključno ekološko. Tako da tudi zaradi nas, ne samo za tisto, kar mogoče komu tudi daš potem. Vi niste vegetarijanec, ne? Ne, to pa nisem. Je pa žena, pa hčerka tudi skoraj pa tako. Zdaj mlajši so. Vam pa paše še kakšna klobasa, ne? Ja, to pa. Kak dober konc mesa. Ja. Veliko se pokvarjate tudi z vnukinjami, ne? No, ne bi rekel, da se veliko ukvarjam, ampak zelo rad jih imam, pa zelo rad sem v njihovi družbi, ne, če se le kaj da, ne. Čeprav velikokrat rečem, ne, da ukvarjate se z vnuki, ko so mehni, ne, par let in veliko prav, dedi, kako te imam rada, pa te stisne, ne, zdaj pa prav, dedi, pet stran. Ko so že malce bolj odrasle. Ko so že malo odrasle, ja. Ampak to je tisto, ne, imamo se radi, tako se razumemo in zelo rad sem z njimi, zelo so vse tri uspešne, vsaka na svojem področju. Boštjanove so odlične plesavke, tudi pesnice. Ja, celo pa zdaj vidim, da tudi Tana. Ja, Tana tudi piše pesmi. Piše, potem z živalmi pa z jahanjem se veliko ukvarja. Pa cel kup aktivnostmi, neverjetno. Jo ni stvari, vete, v šoli, ko so te aktivnosti proste, da ne bi kje sodelovala. No. Prav posod jo vidim in so dokaj uspešno. Ne. Tako da zelo rad imam punce in velikokrat tudi rečem komu, ne ti bi žal, da so punce. No. Skoraj najvažjih imam raje kot pa fante. Bi rekel, ja. Včeraj sva se malce šalila, da bova prišla v kratkih hlačah, ne, da bi videla naše mišice. Vi imate fitness tam zraven stanovanja, zraven hiše. Ste pogost gost? Ne, v fitnessu pa res nisem pogost, no, ker dam veliko na to rekreacijo pač v naravi, pa na to gibanje. Zaenkrat, bi rekel, nisem imel nikoli, bi rekel, neposredno športom veliko veselja, to pa res ne. Me pa tudi kar niti nikakih zahtev tam mladih, da bi me spravljali, ker je kar dober obisk ostalih. No, ne bo tako še naprej, ne? Ja. Hvala, da ste bili naš gost, zagotovo bo še kdaj priložnost. Ja, hvala vam in lep pozdrav vsem. Hvala in pozdrav tudi v mojem imenu. Srečno. Srečno.